Zdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Slevo in dobrodošli v še enih 5 minut ali manj. Dolgo časa nisem naredil nobenega takega mini vlogeca, ki so 5 minut ali manj. V bistvu zakaj 5 minut ali manj, zaradi tega, ker pač poskušam v 5 minutah nekaj povedati, nekaj pametnega. Prvo kot prvo bi rad hitro povedal, da sem si kupil novi mobitel HTC Desire 510, s katerim zdaj to ravno kar snemam. Zgleda dober mobitel, deluje ful dobro, ga priporočam, no. Čeprav malo mi ni všeč dizajn, ki ga pač fura HTC. Nazadnje, ko sem uporabljal HTC-ja, so se precej držali vanila Androida, zdaj pa je že vse tako hudo drugače, da mi malo ni všeč. Ampak kaj čemo, tako pač je. In kaj sem danes hotel govoriti? Hotel sem govoriti o eni ful dobri spletni strani, ki sem jo najdel. Ne vem, kako se imenuje, link v opisu videa, če sem pozabil, me opozorite v komentarjih, prosim. In sicer, v bistvu je simulacija prometnih zastojev. Ful dobra stvar. Jaz sem kaki teden nazaj, mogoče 14 dni že, sem igral en špil, pozabil sem ime. Tudi napisal v komentarje, mislim, napisal v opis videa, če sem spomnil imena. In v bistvu je simulacija prometa v mestu. V bistvu imamo mesto in moramo v tistem mestu zgraditi javni pa zasebni promet, torej ceste, avtobuse, tramvaje, podzemno, vse kaj je možno, zato da se bojo lahko ljudje učinkovito premikali po tistem mestu, okej? Zdaj špila nisem dosti dolgo igral, zaradi tega, ker je kontrole so bile ful čudne, interfejs je bil tako hudo malo, jaz sem mogel tako gledati poleg, da sem lahko karkoli sploh prebral, kaj piše, vse sem bilo ful tako čudno pa nametano in ni bil dober feeling, ko sem igral. Zdaj, sami špil je bil verjetno ful dobro tehnično podkovan, predvidevam, da je res, če bi ga dolgo časa igral, bi bil konkretni špil, ne, za igrati, ampak pač ni bil tisti feeling dober in sem ga pač nehal igrati, okej? No, in potem sem se spomnil na ta špil, ne, ko sem gledal tisto simulacijo, ne. Na spletni strani imate dve simulaciji, ali pa tri, ne vem točno. Prva je v bistvu ravna cesta, pa tu neki delček ceste, ki je kao ustavlja promet, ne vem, nekaj pač upočasnjuje vožnjo, ne. In pol v bistvu nakazuje, kak hiter pretok avtomobilov mora biti, da se začne nabirati zastoj, ne. Pol šel pa drugi primer, ko je pa v bistvu krožišče, in so v krožišču noter delčki, ki upočasnijo vožnjo, ne. In pol je v bistvu kazalo, koliko avtov mora biti v tistem krožišču, da se začne krožišče polniti. In dejansko pol na koncu je bilo krožišče čisto zapolnjeno, prav avto za avto, strnjena kolona v krožišču, ne. Zdaj, kaj so deli, ki upočasnjujejo vožnjo, ne? To so recimo križišča, kjer je treba se enostavno vstaviti pa počakati, da gre drugi avto, ali pa mogoče upočasniti, zato da lahko zavijamo in vse to povzroča zastoj. In ta stvar se mi zdela ful zanimiva, ne. Še posebej zaradi tega, ker je narejena v HTML5, torej nobenega flasha, nobene jave in sem lahko jaz na mobitelu gledal, kar je bilo legenda. HTML5 je zakon. Če ste web developerji, to veste, da je ta standard ful dober. Ja, idite pogledati spletno stran, idite pogledati špil, uživajte še naprej in čao, bao.